Po seji je Bruno Korlič napovedal posebno skupščino, ki bo 10. septembra. Takrat bodo obravnavali revizijsko poročilo o delu bivše uprave, nekdanje vodstvo pa se bo, po besedah prvega nadzornika, moralo soočiti z mnogimi upravičeno očitanimi nepravilnostmi, za katere bo morda tudi kazensko in odškodninsko odgovarjalo. Skoraj vse komentarje na in o ruski investiciji pa je prepustil predsedniku uprave Ernestu Gortanu. Jaz tega objekta nisem videl, jaz sem videl samo papirje. Po papirjih, seveda, finančnih papirjih je težko, bi rekel, sprejeti dejstvo, da je to finančno v redu. Drugače pa tehnološko, pa prostorsko, pa tehnično najbrž res v redu. Mislim, da je to mislil gospod Gortan. Najprej nas je zanimalo, kako se bo nova uprava spopadla s težavami, ki pestijo družbo, in komentar na nekajkrat nižji lanski čisti dobiček iz poslovanja. Jaz težko komentiram preteklo poslovanje. Sprejel sem vodne družbe, oziroma skupaj s kolegom sva sprejela vodne družbe v zelo nezavidljivih razmerah in vseeno mislim, da je zadeva družba rešljiva, seveda samo s trdim delom in z velikim angažiranjem vodstvem pa vseh zaposlenih v koncernu Interroll. Kaj pa novi člani nadzornega sveta? Ja, novi člani nadzornega sveta so bili izglasovani, to so gospod Vinko Može, gospodična Maša Čertalič in pa magister Tadej Tufek. No, kar se tiče gospoda Tufka, sem zelo jasno povedal, da sicer lahko spoštujemo njegovo delo in izkušnje, pa vendar se nam zdi neprimerno, da se še vedno nadaljuje z mešanjem funkcije nadzora in upravljanja družb. Gospod Tufek je vendarle predsednik uprave Adrie Airways in s tem v zvezi so nenazadnje jasna tudi priporočila načela OECD-ja, kamor se Slovenija želi vključiti nenazadnje standardi urejenih ekonomij, da je mešanje funkcije nadzora in uprave neprimerno in pravzaprav v našem prostoru razlog za številne situacije, ki jih ne bi želeli videti v prihodnje. Na prihodnji skupščini se bo odločalo tudi o kazenski in odškodninski odgovornosti nekdanje uprave. Kaj menite o tem? Posebej zadovoljni ne moremo biti, namreč navkljub skoraj 58 milijonom bilančnega dobička dividend ni. Družba ima več kot 6400 malih delničarjev, pomemben odstotek imajo v lastniški strukturi. Kar se tiče dividendne politike družbe, nikakor ne izhaja, da pri takšnem dobičku ne bi delili dividend, zato smo pozvali prisotne delničarje, da to podprejo in pozvali tudi, da napovejo izpodbojne tožbe tudi ostali, ki so nasprotovali temu, da se dividend ne deli, in računamo na to, da bomo z takšno izpodbojno tožbo dejansko tudi uspeli, ker izpolnjuje kriterije. Jaz sem tudi danes zastavil to vprašanje v zvezi z podelitvijo razrešnice upravi in nadzornemu svetu. Nadzorni svet je predlagal, da se upravi ne podeli razrešnice, medtem ko za nadzorni svet pač. Nasprotni predlog Luke Koper je bil podprt z veliko večino. Tudi sam sem izrazil precejšnjo začudenje nad tem, da se za lansko poslovno leto ne bi podelilo razrešnice upravi, hkrati pa bi se jo nadzornemu svetu. To ni smiselno in ni ustrezno, zaradi tega smo seveda to podprli, hkrati pa je bila podana tudi informacija o tem, da je v septembru predvidena skupščina, na kateri bi se delničarji opredelili do rezultatov revizije in pa do morebitnih odškodninskih tožb. Jaz sem s tem v zvezi zastavil na skupščini že tokrat vprašanja, no očitno bo to predmet prihodne skupščine. Mi bomo seveda temeljito analizirali vse rezultate tako same revizije, kakor tudi vse tisto, kar bo podano v skupščinskem gradivu in se na tej podlagi opredelili. Lahko pa seveda rečem, da tisto, kar je videti danes, da je seveda brez nadaljnega upravičeno to, da tako uprava kot nadzorni svet nista dobila razrešnice in da preko slej verjetno iz tega naslova tudi kaže podpreti vse tisto, kar so ustrezni ukrepi v zvezi z neizpolnjevanjem odgovornosti tako uprave nadzornega sveta, prekoračitvijo pooblastil. Skratka, kolikor je zaenkrat znano, lahko rečem, da verjetno bi tovrstne postopke, tudi kar se tiče Združenja malih delničarjev, podprli. No, tisto, kar so rezultati zaenkrat znani, na to dejansko kažejo in temu primerno seveda računamo, da bo tudi ukrepal tako nadzorni svet, danes tudi z novimi 3 člani.
in pa ne nazadnje tudi sama skupščina. Mi, kar se tega tiče, seveda ne želimo špekulirati, temeljito bomo pregledali gradiva in rezultate, vse tisto, kar bo predlagano in v samo sklepanje skupščine, tako da temu primerno se bomo tudi odločali. Ne pa izpostavim to, da bomo vsekakor, kar se tiče Intereurope, vzpostavili tudi v smislu sekcije Združenja malih delničarjev intenzivnejše delovanje in se vključili, kolikor se le konstruktivno da, v reševanje podjetja, ki je danes, je bilo to večkrat izpostavljeno, v težavah. Mi menimo, da je to velika škoda in da podjetje s takšno perspektivo seveda zasluži to, da se mu pomaga, kolikor je mogoče, hkrati pa seveda brez pometanja pod preprogo razčisti vse, kar je bilo doslej slabega in napačnega, tudi zato, da bi v prihodnje in v drugih primerih do tega ne prihajalo več.